Približno 100 metrov globoka Banova jama je bila vrsto let očitno priročno odlagališče za vse vrste odpadkov. Za sanacijo jame je v minulem tednu poskrbelo od 7 do 10 članov, povezanih v ekološko patruljo. Vseh odpadkov je bilo nekaj 100 kubikov, v tonah je bilo pa to pač manj. Množica gum, avtomobilske karoserije, odpadna olja ter najrazličnejši kovinski, gospodinjski in gradbeni odpadki. Vse to je nekoč romalo v jamo. Novejših odpadkov je bilo malo. V Banovi jami smo našli neverjetno tudi še čisto zaprte sode, 200-litrske bencina, nafte, kurilnega olja. Določeni sodi so že prereveli in je že vsebina iztekla. Zaradi kraškega sveta je dno jame prepustno kot rešeto, slikovito doda Pavšič. Vsi ti nevarni odpadki, ostanki nevarnih odpadkov so šli ali v podtalnico, ali v črpališča pitne vode, ali v Kostanjeviško jamo. Za izvlek gore odpadkov z žičnico in odvoz na deponije je poskrbel Sandi Medle, ki je bil ob videnem naravnost zgrožen. Ko vidiš take odpadke, ki si ne predstavljaš, da bi jih tu zapeljal noter, ampak ne vem, zato bi, domačini sebi si dal v svojo vodo, si zanesel odpadke, sam sebi škodo delaš. Vse te ostanke težkih kovin in drugih kemijskih spojin so preko pitne vode dobili nazaj na krožnik ali pa v kozarec. Za sanacijo Banove jame so si že več let prizadevali mnogi. Pobudo Dolenjskega ekološkega zavoda je naposled uslišal kostanjeviški župan. Stroške sanacije bo tako krila tamkajšnja občina. Občina sama bo poskušala še dodatno zavajevati. Postavili bomo opozorilne table, ki imamo že izdelane. Kaj so pa naredili, pa sam Bog ve. Kako bojo ljudje reagirali. Vsi vemo, da ti odpadki ne prihajajo iz Ljubljane, ampak iz bližnje okolice. Vsi vpleteni seveda upajo, da se podobne norosti ne bodo ponovile.